Ampak pa smo čez nekaj dni na 24 ur videli novico, da so jo aretirali. Omejitev, kar je pomenilo, da ne moramo po naravni poti roditi. Kaj bi mogoče največji izziv na sami poti posvojitve zate osebno? Če po eni poti jaz nisem mogla postati mama, sem pač po drugi poti hotela to doseči. Mama jim ni mogla dati hrane, dala jim je pa toplino. Kakšni so pa bili moji starši, da jim rečeš v smislu, poglej se v ogledalo. Je bila to prva knjiga, zaradi katere nisem mogel spati, dokler jo nisem prebral. Po mojem, 3-krat sem se zjel komaj. Ko sva midva blaži v Afriki in videla otroka in sta bila toliko podhranjena. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Alenka, dobrodošla. Hvala, da si se odzvala na to vabilo. Mi imamo zdaj že drugič v bistvu en pogovor skupaj, Prvič je bil bolj usmerjen v tvojo knjigo, torej kot tvojo zgodbo. Danes pa upam, da bomo šla malce bolj v globino tega, kar je vsebina konkretno knjige oziroma povod, da je knjiga nastala. Veselim. Da mi povej, kako bi se ti opisala ta trenutek, kdo si, kdo je Alenka Planinc Rozman? Sem v večjih vlogah. Katera je tvoja najljubša? Nimam najljubše. Po moje iščem vedno ravnotežje. Prvo tisto, kdo sem jaz, da se jaz dobro počutim, ker če se jaz dobro počutim, se pa tudi drugi okrog mene dobro počutijo. Tako da jaz sem v vlogi partnerke, v vlogi mame, prijateljce. Sem v vlogi mogoče iniciatorja nekih novih idej. To se recimo mogoče moja vloga, ki jo zaznavam v svojem življenju. Sem podjetnica. 5 sem jih povedala, že to je preveč. Podjetnica že koliko let? Letos, 15. novembra bo 20 let, odkar sem na svoji poslovni poti. Lušno. Pa bi šla kdaj nazaj v to, da bi bila zaposlena v življenju ali ustrajaš v podjetništvu dalje? Ne bi. Tudi sem kar nekaj služb prej menjala, različni okolji. Zdaj pa kot podjetnica mi pa to omogoča, da delam z različnimi podjetji, z različnimi branžami, tako da mi ni treba menjati službe. V bistvu spada, kot da bi zamenjala službo. Kot da bi zamenjala službo. Ja, s tem se strinjam s tabo, ker imam jaz enako občutek in zato ustrajam na tej poti. Ampak če si zdaj uporabila to vlogo mame, to je tista, ki je po eni strani najbolj znana tvoja vloga tudi v javnosti, to je tudi, kar piše v knjigi. Da jim povej, od kdaj si ti želela biti mama? Je to nekaj, kar je že iz otroštva izvira ali je to, kdaj je prišla ta želja potem, da bi bila mama? Ne bi rekla, da je to iz otroštva. V enem trenutku, seveda, meni je pomemben, nisem nikoli razmišljala, da bi lahko bila sama mama, da bi skrbela in vzgajala otroke. Ko je nekako partnerstvo tisto, ki veš, želi z nekom živeti, prenašati vrednote, biti še kaj več kot podjetnik, ker greš, narediš projekte, narediš neko razliko, upaš, da narediš, da je potem, kaj je smisel. Mogoče to v tem trenutku je to prišlo, ko razmišljaš, na koncu dneva, zakaj sem tukaj, komu hočem dati še več kot nek projekt. In ta smisel se je meni začel potem okrog tega vrteti in verjetno naravno. Kdaj se je to zgodilo, pri katerih letih, če ni skrivnost?
Ne bomo se števali pol. Bom rekla, dost pozno, je zanimivo to, ko me kdaj vpraša, točno pri katerih letih, ne, pa kaj, to mi že kar, že del, ne vem, demence, ne, hecam se malo. Ni mi tako pomembno, pa po moje tam nekje med 35 in 40. Nekaj tako, ne, bi zdaj rekla časovno. In takrat sta s partnerjem se odločila, da boste poskusila narediti otroka in kaj se je zgodilo? Ja, jaz sem potem seveda po nekem obdobju ne takoj ugotovila, da imam prehitro menopavzo in da seveda lahko z medicinsko pomočjo pridem do mogoče naslednika, tisto, kar pač si želiš otroka. Hkrati pa je pa bila neka realnost, da to ni možno. In seveda pa, kaj lahko narediš, ne razmišljaš o vseh variantah, kaj je možno. In potem seveda jaz sem človek, ko iščem informacije, razmišljam, kaj bi se dal narediti. Hkrati pa v enem trenutku potem tudi rečem, ok, to je zdaj ta trenutek, ne moreš iti več po tej poti, najdeš drugo pot. Ti bilo tebi rečeno, ni možno, da bi imela otroka, ali težko, ali kaj so ti rekli v bistvu zdravniki? Ja, pač z to IVF metodo, ki ti pomagajo medicinsko oploditi, poskrbeti, da če ne gre po naravni poti, ne da v zanosa. Potem se je ugotovil, da imam jaz kar nekaj pač medicinskih omejitev, kar je pomenilo, da ne moram po naravni poti roditi. Kako si se počutila takrat, če se spomniš? Ne vem, to je eno obdobje, ker dobivaš en feedback, nekaj poskušaš, vidiš, da pač to možno, pa še vedno upaš. Tako se mi zdi, da po vsaki stvari v življenju, ko nekaj neprijetnega, si takrat pač malo slabša, ampak pol pa moraš iti čez to. Ni to zdaj... Mislim, moj pogled na stvari je tako, tudi, ne vem, če bi današnjem dogajanju, kaj se mi zdaj dogaja, pa se rečem, ok, v redu, lahko začnem jamrati, pa kako sem jaz Boga, pa zakaj se glih to meni zgodilo, pa zakaj ne. Ali pa razmišljam lahko, kaj ta situacija dela dobro zame. In če si to vprašanje postavim, si rečem, ok, je že veliko dobrih stvari, da je tudi to, kar je mogoče neprijetno, pa ne bi se želeli po tej poti, lahko zelo dobra pot in nekaj zelo dobrega zame. In lahko takoj povem, da si večkrat rečem, da je svojo genetiko, podkot, kjer sem, pa verjetno tudi z moževo genetiko, takih otrok ne bi rodila, kot jih imam zdaj. Zelo lepo razmišljanje. Imaš takšen zelo pozitiven pogled na svet, pa si imela to že odprej. Je to bilo nekaj, kar si razvijala, preden se je sploh vse to dogajalo? Je to iz otroštva? Kje si se tega preučila? Ja, je zanimivo. Imam najboljšo prijateljico. Še z osnovne šole sva skozi. Že ona par let je starejša od mene. In zelo celo življenje vpliva na me, jaz pa tudi verjetno na njo. In se velikrat hecava, da midve sva skozijanskega doma, da očitno je tam nekaj, kaj nam da neko trmo, pozitiven pogled, ker seveda včasih pa rečeš, ok, ne bi bilo dobro, da si takšen, kot si, ampak greš pa naprej in se mi zdi, da v življenju to, kak se je meni, so se stvari dogajale, sem hitro postala samostojna. V smislu tega, po osnovni šoli sem šla v gimnazijo v Celje, sem šla v internat, sem na nek način bila še sam obiskovalec čez vikend. In potem
Ljubljana, fakulteta in tako naprej. Tako da verjetno te vse stvari vplivajo na to, če si bolj samostojen, da tudi velikrat rabiš sam stvari rešiti. Oziroma, da kar je meni pomenilo, kako sem to prijateljico omenila, imam vedno v življenju ljudi, ki so mi podpore. In če gledam zdaj tvoje majico, tam zmagovalci, ne? Zmagovalc po mojem vidiku ne moreš biti sama, ne? Moraš vedno ljudi, ki jih imaš zraven, ne? Zato, da če je neka želja, nek namen, nek smisel in cilj, jaz verjamem to, da lahko sam s podporo drugih to dosežem. Nisem jaz osamevc, ki bi pa to zmogla. Ali pa, da bi mi bilo veselje v končni fazi. Tako sem že prej rekla, nikoli si nisem predstavljala, da bi pa bila sama mama sama, ne. To ni bil moj model. Že ko si zdaj odprla to temo, kaj je zate zmaga v življenju? Ali kdo je zmagovalec? Zanimivo vprašanje. Zmaga, ne vem, če je to zdaj čist točka, ne? Se mi zdi, da bolj je to potovanje, ko greš, ne? In ko si že na eni točki, si rečeš, ok, sem to dosegel, grem naprej, ne? In zame je to ves čas to gibanje, premik naprej, povezovanje stvari, recimo, če iz svojega vidika mene navdihuje to, da znam povezati mogoče nepovezane stvari, ali pa povezati, ali pa z željami povezati ljudi z nekim smislom do zmage. Tako da bolj je meni to potovanje, ko greš, ne, dosežeš, pa greš naprej. Hkrati pa tako kot sem rekla, ne, če po eni poti jaz nisem mogla postati mama, ne, sem pač po drugi poti hotela to doseči, ne. Tako da se mi zdi, da je ne vem, če sem odgovorila na vprašanje, kaj je zmagovalec. Ni ena točka, je več je potovanje in hkrati nadgradnja ves časa. To se mi zdi. Dobro. Ok, in če se vrnemo potem zdaj nazaj na tvojo situacijo, vedno sta poskusila imeti otroke, ni šlo. Kaj se je zgodilo pol? Kaj sta se odločila takrat? Ja, po vseh biomedicinskih variantah, ne, sem potem začela razmišljati o posvojitvi. Tako da, ja, to je bilo rekla, tiste odločitve, ne, ko sva rekla, bi posvojila, ne, pa do tega, da smo res postali družina, je trajalo 2 leti. Če si mi prej že malo časovno stvari spraševal, v smislu tega, kdaj, ne, kako. In ja, to je zanimiva pot, ker tudi nekaj posvojiteljev poznam, in vsaka posvojitev mislim, da si zasluži svojo knjigo, bi rekla, ker je drugačna. Je to 2 leti neka stalna praksa ali je bilo tukaj v tvoji zgodbi mogoče več ovir kot pa v povprečni zgodbi? Ne vem, tega vprašanja nimam, bilo bi zanimivo narediti raziskavo. Zdaj se mogoče bolj kot sam ta časovna komponenta, bolj koliko si mogla ti korakov narediti? Korakov, jaz sem jih zelo veliko naredila. In bom rekla, poznam pare, ki so še dlje časa, bom rekla od odločitve do to, da so potem postali družina. Poznam pare, ki pa so krajši čas tudi. In pri posvojitvah, saj to je moj občutek ali pa moje videnje, je zelo pomemben, kaj se v svetu dogaja, s katere države želiš posvojiti, a si ti v tam pravem trenutku, ali nisi, veliko stvari vpliva na to. In to, kar je bilo recimo pred zdaj bomo rekli 15 leti, pa kar je zdaj, je slika čisto drugačna.
Tako da neki ljudi, ko recimo prihajajo v stiku z nami, pa sprašuje, kako je. Ja, lahko povem za tisto obdobje, ki sva ga midva doživljala. Kaj je zdaj, ne vem. Lahko recimo opazujem, poslušam, vidim razmere v svetu, pa si mislim nekaj svojega. Ne? Nimam pa recimo nekih zgodb, ki bi jih zdaj poznala iz prve roke. Kakor vem, se v bistvu posvojitelji dejansko tudi združujete malo, imate neke skupne skupine, verjetno na Facebooku. Kam se lahko nekdo obrne, ki dejansko je posvojitelj, pa mogoče še ni del takšne skupnosti, ali pa nekdo, ki bi razmišljal o tem, sploh, da bi rad bil? Ja, to je več poti. Mogoče prvo, da sploh lahko posvojiš, je potrebno iti čez pot Centra za socialno delo. In tam ugotovijo, a si primeren za starša, in to je en proces. In seveda Center za socialno delo v času, ko smo mi bili, spet zdaj bom rekla, verjetno to je še naprej praksa, kandidati so bila različna usposabljanja. Tudi recimo Center za socialno delo veliko za rejnike naredi, je veliko usposabljanj, tako da mi smo bili tudi včasih priključeni k rejnikom. Seveda, ko prideš tja, spoznaš te ljudi in se potem mogoče tudi privat začneš pogovarjati, pridobivati informacije. Vem, da je tudi, ne vem čisto uraden naslov, ampak mislim, da je Deteljica, ali kakorkoli, ne vem čisto točno, eno društvo, ki pomaga posvojiteljem, ker je, bom rekla, neka skupnost, ki v skupnosti se ljudje pripravljajo in pa že tudi, ko posvojijo, se nekako srečuje in tako naprej. To se midva nikoli nisva čutila, da bi nam neka ta skupnost dala podporo, so bolj individualna. Potem so pa različne Facebook skupine, različne srečanja. Moram pa priznati, da jaz nisem to aktivna. Ker imam toliko polne dneve, da nekako nisem aktivna v smislu, da bi se pridruževala. Vem, da je tudi eno srečanje vseh posvojenih iz Afrike v juniju, je pa to tisti vikend, ko imata naša dva fanta rojsten dan in nikakor ne pridemo potem tja, ker imamo drugo družino takrat za rojstni dan. A pa si ona dva niste nikoli želela za rojstni dan pa iti na ta dogodek? Recimo? Ja, smo že razmišljali, sta že tudi rekla, da bi, pa ko smo rekli, a gremo, ne, bomo mi raje vse z družino, tako da ni se nekako še zgodilo. Mogoče letos bomo videli. To je tam v Ljubljani, ob Ljubljanici? Ali? Ne, mislim, da je v Šopcu, sicer pa mogoče tudi kateri drugo skupina, ne vem. Okay. Vem, da tudi so ene skupine, ki se večkrat srečujejo. V tem trenutku imamo povezave z določenimi pari, ki so pač tudi posvojili, ki so nam pomagali. Bomo videla, ne? Vedno v življenjskem obdobju različne skupnosti pridejo skupaj ali pa tudi ne. Kaj bi mogoče največji izziv na sami poti posvojitve zate osebno? Več izzivov je bilo. Eno, mislim, tako prva misel, ki je, pomemben je, ker tudi sem dobila neko informacijo. Ker si vedel, kot ti Center za socialno delo reče, v redu, si primeren, ne? Potem, ko se odločaš, odkot boš posvojil, ali pa kaj ti je blizu, ali pa kje misliš, da bi, ne? Je zelo pomembno, ko dobiš informacijo, kaj s to informacijo narediš, ne? A je v skladu z mojo vrednoto ali ni. A je ta povezava zaupanja vredna. Tako da tukaj se mi zdi, da je bil eden izmed zelo izzivov. Se mi zdi, da sem bila dosti dobra v tem, ker sem veliko ljudi spraševala, dobila informacije in tudi nisem izdala teh informacij naprej, jaz sem si pa vzpostavila eno sliko. In potem smo se mogoče z možem lažje odločila. Druga stvar, ki mogoče na te poti, ko sva midva bila že v Afriki,
in videla otroka. In sta bila toliko podhranjena, kar pomeni, da sta imela pri skoraj letu pa pol 6 kil pa pol pa 7. Po slikah nisem to prej zaznala. In ko nam je rekla zdravnica tam, da sta toliko oslabela, da midva jih ne bova znala na nek način nahraniti na prav način, jih postaviti na noge. Po drugi strani, če jih pa ne bova, da bosta po 3 mesecih mrtva. Tako da meni je bil to najhujši dnev v življenju. Ker se mi zdi, da je drugače tudi iz mojega profesionalnega dela. Sem dobra v tem, da zaznam okolico, da vem, kaj je, da znam slišati. Jaz sem čisti blokado dobila takrat. In tisto razmišljanje vse, hkrati čist blokada, po drugi strani pa razmišljanje, kaj narediti. In tako kot sem mogoče prej rekla, pa zdaj povežem s tem, to, da sem zdaj srečna mama, ni bila moja zmaga. Je bila v tistem trenutku zmaga najnega partnerstva, ker v tistem trenutku je Igor, moj mož, potegnil naprej. V velikih situacijah sem jaz, velikih je on. Tako da, če vse te ovire, sva lahko šla skupaj. In mogoče v smislu tega za posvojitelje ali pa bodoče posvojitelje, prvo je pomembno ta trdnost partnerstva. Kaj pa seveda lahko čez to pot se ugotovi, da pa skozi ovire, ki jih moraš iti, ki preizkusaš ves čas vrednote svoje, vrednote okolice, ki se dogajajo v tem procesu, tudi lahko to partnerstvo se še bolj ukrepi, kar se je v najnem odnosu, ali pa je mogoče trenutek resnice. Pa ti pomaga ti situacija, da spet, ko smo rekli, kaj je dobrega v tem, da nisi ti več para, če ugotoviš, da nisi sposoben čez vse to iti. Sta imela videla kakšen trenutek vmes, ko bi se lahko zgodilo tudi, da bi šla narazen, ali sta dejansko uspela ves čas biti trdna v tem odnosu? Ne, to sploh ne. Zelo trdna, mislim, da sva ga samo ukrepila. Hkrati se mi zdi, da je pomemben bilo to, da sva se poslušala, da sva na nek način, ko so bili te hujši, pa zelo, mogoče pa boljši trenutki, da sva znala enkrat bolj en potegniti, drug potegniti, tako sem že prej rekla. In da sva si tudi dala prostor za razmislek. To se mi zdi, da je bilo pomemben v tem procesu, ker seveda vsak gre tudi ali z nekimi pričakovanji, ali pa vidi neki situacijo. Recimo moj mož, ko smo videla slike, ko ti pokažeš slike, ko reče, ok, se večkrat mu je bilo hudo potem, ko smo ugotovili, da zaradi različnih razlogov ne mora posvojiti. Jaz sem recimo bolj takrat distanco držala in sem se rekla, dokler res nem čisto začutila, da lahko objamem otroka, da verjamem to, da nisem šla toliko v situacijo. Ampak so me pa, tako sem rekla, prej druge situacije ubile, lahko skoraj, ne pa me niso pa. Je ključno, se mi zdi še enkrat pa se tudi v drugih stvarih, če si ti neko partnerstvo in če se odločiš ali za otroka po naravni poti ali pa pri posvojitvi, da je partnerstvo tisto, ki je pomembno. Skozi moj vidik, se vsak drugače. Tukaj se ful strinjam, mislim, z mojo ženo sva tudi pri obeh v bistvu porodih oziroma poti do poroda mogli iti skozi različne faze in oddaljevanje in zbliževanje in tako dalje. Tako da, ja, vsaka zgodba je za nekaj dobro in na koncu dneva, ja, mislim, da če vztrajaš, če si ta vrednota, ko si omenila, če so skupne vrednote, na koncu dneva se zbližaš tako ali drugače, tudi skozi težke trenutke. Kaj pa, si omenila, torej, da sta videla več otrok potencialnih, pa ni šlo skozi.
Kaj so bili razlogi, da se ni zgodilo prvič, drugič, tretjič? Na kaj so lahko pozorni bodoči posvojitelji? Recimo, zdaj niti ne bomo država govorila, ker jaz verjamem, da v vsakih nekih teh, kot sem rekla, zgodbah vpliva trenutna situacija lahko. Zakaj nekdo, ki ti pomaga pri posvojitvah, tako deluje. In seveda mi, ko smo kot posvojitelji bodoči, smo čustveni, mi bi želela, ne, to. In kar vemo, da na tej poti je pomemben nekako zaznati, kakšna je recimo meja manipulacije. V smislu tega, rekla, z ene države smo prek Skypa videli že otroka, ne? In so rekli, ja, super je, vse super, ga pogledamo, potem pa vprašamo, koliko je star, in so tisto, kar je nekaj povedal, je bilo, da on nekaj počne, kar jaz vem, da ni, čeprav nisem bila mama še takrat, vedela, da to ni možno. Ne? Torej, a si sposoben takrat, ko ti nekdo nekaj govori, res to slišati? Ne? Normalno, da hočeš slišati tisto, kar se boš uporil, ne? Tako da druga zgodba, ki je tudi opisana v knjigi, pa je bila resnična, pa je bila v medijih tudi. V Zagrebu smo prišli do ene gospe, ki, ko si prišel tja, se ti zdi vse super, ne? In ko smo se tam odpeljala, smo midva z Igorjem vsak različne stvari videla. Jaz sem bila navdušena, on je bil skeptičen. Ne? Kar je dobro, ne? Ker ti vidiš. Ne? In seveda potem se je kaj izkazalo, da je ona izsiljevala posvojitelje s tem, da jim je obljubljala nekaj, potem pa še dodatno hotela zaračunati, ne vem, potni list iz afriške države $500. Recimo, ne. Ona reka, jaz ne bom vam nič, vi ste šli skozi slabe izkušnje, ko boste vi prišli v Slovenijo z otrokom, takrat vam bomo. Ne. Tako da ta meja, no, se mi zdi pomembna. Z ljudmi, ki so pa midva imela potem stik in smo res posvojili dvojčka, smo pa ves čas čutili ta res željo, da pomagajo in njuni mami, ne, ki je imela popuščanje srčne mišice, ni mogla skrbiti za njo in zato sta bila tudi ona v taki podhranjenosti. In seveda tudi poskrbela, bom rekla, za vse to, da smo bili na sodišču, da je sodnica povedala, kaj vse to pomeni za prihodnost, da sta bila njuna rodna starša, midva tam, da je socialna služba, da je to isto vse tako, kot si želiš, ne? Da pride potem do potnega lista, ker ni nobenih dvomov, ne? Da vsi, ki so bili v tem procesu, točno vedeli, zakaj gre. Ne? Tako da to se mi zdi, da je, ko greš iz nekih tujih držav. Ne? Krati pa ko greš v nek tuj svet, ali bi to včasih, pred vojno v Ukrajini, pa tem dogajanjem bilo veliko iz Ukrajine posvojenih otrok. Ampak to je tudi svet, ki ga ne poznaš. Ampak lahko mislimo, da nam je bližji, ko mogoče malo bolj jezik poznamo. Lahko. Tako da, tako sem že enkrat rekla prej, vsaka zgodba je unikatna. Tudi naše življenjske zgodbe unikatne. In ključno je, da greš v skladu s svojimi vrednotami in na osnovi tega preverjaš, kaj se ti dogaja. Zdaj ni recepta. Omenila si manipulacijo. Ja. A si s tem mislila, da se pravi, da te, ki želijo dodati otroka, da manipulirajo z informacijami za to, da bi se nekdo odločil vzeti točno tega otroka, ali je cilj, da zaslužijo več? Kakšna manipulacija je tukaj? Ja, glej, manipulacija v smislu tega, ker spet, a ti veš, a on srčno ti hoče pomagati?
ali hoče zaslužiti. To je tanka meja lahko. In midva sva bila v nekih situacijah, ko sva lahko zaznala to. Hkrati pa po tej poti, ko smo pa mi šli, pa je bila pot, ker smo čutili, da res hočejo pomagati, da ni manipulacija v smislu tega. Zdaj, manipulacija je široka beseda. V smislu tega, če to, kar jaz vidim, kar jaz slišim, a je res to, kar oni počnejo. Pa, če sem jaz zelo čustveno, pa z željo, a znam to malo z distance pogledati. To se mi zdi v tem smislu. Ker normalno je, vsaj se mi zdi, če želiš posvojiti v tem kontekstu, ko zdaj govoriva, ja, da boš navdušen, da boš rekel, da je to ok. Krati pa, kje so lahko meje. Zato bom rekla, ko sem to hrvaško zgodbo povedala, ker sem nam zdela, mogoče pa vsem bo, čeprav recimo Igor, moj mož, bil že skeptičen, pa smo videli, pa smo čez nekaj dni na 24 ur videli novico, da so jo aretirali. In pa si rečeš, ok, dobro, da nisem šel naprej. Jaz se spomnim, ko sem bral knjigo, to je bilo, po mojem, je bila to prva knjiga, zaradi katere nisem mogel spati, dokler jo nisem prebral. Jaz sem začel brati, ne vem, 9 zvečer, mislim, da nekje do 3-4 zjutraj sem bral. In spomnim se, po mojem, 3-krat sem se zjokal mes. Ker mi je bilo tako v bistvu hudo za vaju v tej zgodbi. Torej, hvala, da si to delila s svetom, da s tem v bistvu polnomočiš ljudi, ki imajo ta izziv in ki hočejo iti po tej poti, ker mislim, da ta knjiga lahko ful pomaga. Zato tudi nočem iti preveč v detajle, ki so že v knjigi. Dajte prebrati knjigo, Srce bije v dvojini, lahko si jo tudi sposodite v knjižnicah ali pa na Emki, oziroma na Mladinski knjigi. Spravi, Igor je bil ves čas s tabo, ne? A je bil še kdo tukaj iz okolice, ki ti je res ta ob strani v tem času, brez kogar mogoče ne bi vam uspelo? Jaz mislim, da ko sem že imela to mojo prijateljico iz otroštva, ker si vedno deliva najne zgodbe, najno dogajanje. Ona vedno mi v podporo, razmislek. Ona se mi zdi, da je ključna, recimo, tudi pri nekih mojih dogajanjih. Na koncu pa, ja, midva sva pomembna, bila ves časa. Ko se mi zdi v življenju, se družimo. Prvo je, kako jaz ostanem iz postelje, kako se jaz dobro počutim in kdo potem že z mano, če je. In kdo je vse z mano okrog. Tako da ta primarna celica se mi zdi najbolj pomembna pri tem. Kako je pa okolica sprejela informacijo, da bosta posvojila? Ja, različno. Tako bomo rekli, tudi v določenih situacijah midva, ko sva že govorila, sva potem nehala govoriti recimo o posvojitvi, zato ker seveda vsako posvojitvi ima svoje prepričanja, kar je logično. In seveda ima lahko pa tudi prepričanja, odkot boš ti otroka posvojil, kaj bo se to vplivalo. In iz tega, ko smo šli zgodbe v zgodbo, pa se niso zgodile, pa sva že bila utrujena drugim to govoriti. Pa sva rekla, kar bila kar nekaj časa tiho, nisem več povedala. Tako da jaz bom tudi rekla, da sem hvaležna Igorjevi mami, ki je avtorizirala njeno zgodbo, ki je prebrala knjigo in je bila, bom rekla, tako pogumna, da je v tej zgodbi to, kar se lahko seveda zgodi, da
bližnji niso najbolj navdušeni nad neko odločitvijo. In seveda jaz sem hvaležna njej, na nek način je povedala to, hkrati pa, ko smo prišli prvi dan, iz Benetk se pripeljali na dom, je ona jih sprejela, kot vse ostale vnuke. Tako da na nek način, ja, je to pomemben. Se zavedati, da tako kot pri drugih stvarih, pa jih jaz recimo čutim tudi v družbi ali pa kjerkoli, na načelnem nivoju bomo vsi rekli, da to spoštujemo. V dejanjih ali pa govoru, občutkih, ki jih imamo, pa tega ni. Tako da ta iskrenost mi je recimo zelo veliko pomenila z njene strani, rekla Igorjeva mama hkrati. In tudi ja, da smo lahko to povedali. Ker tudi ko smo recimo bili v stiku z drugimi posvojitelji, ja, se sprašuješ, kaj bo okolica rekla. Po drugi strani pa spet živiš svoje življenje. In za svoje neke dejanje, odločitve sam sprejemaš odgovornost. Seveda odločitve v smislu posvojitve vplivajo name, na mojega moža, na mojo družino širš, pa ne vem, če to kaj. Bolj vplivajo na najin dom, bom rekla. Seveda, ko greš po tej poti, si želiš podpore, hkrati pa lahko tudi razumeš, da je zaradi različnih prepričanj se ne zgodijo. In je zanimivo, kar bi mogoče zdaj rekla, ko smo bili mi majhni, so nas strašili v smislu tega, če ne boš nekaj naredil, pa te bojo cigani vzela. In zdaj sva z Ižekijem za enim gledala en dokumentarc o Afriki in dva Slovenca hodita okrog po celem svetu. In sta bila, mislim, da v Ugandi, če se prav spomnim. In seveda ima on rekel, saj veste, otrokom, če vidijo belca, reče mecungo, in če ne boš priden, te bo mecungo požrl. Tako da, zdaj, kdo koga, s kom straši. V smislu tega, pa vemo, da s tem spet eno skupino označimo, da je grozna, da je ne vem kakšna. Verjetno zato, kaj ne poznamo, ali pa različni so strahovi, ne bom šla zdaj v detajle. V smislu tega pa gre to prenašanje, sprejemanje različnosti, pa lahko s kjerkoli, s katerkoli okolje, tako da to mi je zanimivo vse. Ja, tukaj se lahko pogovarjamo o tej temi, ne strašiti otroke, ne strašiti, kako sploh z njimi se ukvarjati. Vidno prej sta letela dosta verjetno mogla obvestiti CSD, da sta našla nekaj potencialno, pa da gresta zdaj dol iskat, ali kako to deluje? Ker greš, prineseš nazaj, zdaj pa papirje, kakšna je tukaj situacija? Center socialno delo je tako v Sloveniji. Oni ti dajo, ko greš čez ta proces, ki ni enostaven, v smislu tega priprave se, dobiš bralno značko, bereš, kar je dobro, se lahko o tem pogovarjaš, pride pogledati, a imaš primeren dom, glavne zelo veliko stvari. Ko to naredijo, potem greš v bazo. V Sloveniji je zelo več, recimo, povpraševanja, več kandidatov za posvojitev, kot je otrok. In tu sva vedela, da glede na najno starost, da rabimo druge poti. In potem center socialno delo, odvisno od države, kako oni sodelujejo potem zraven. Recimo, ko smo mi to poskušala za Gano, so oni mogli dati še en papir. Ker v bistvu vsaka država ima neke svoje zahteve. In od tega je malo odvisno, kje je pa center socialno delo vključen. In v tem delu seveda potem z njihovim sodelovanjem pridobiš. Oni v najnem
primeru, oziroma tudi v drugih primerih, koliko jaz vem zdaj, mogoče spremenili, je samo z Makedonijo imamo sporazum, kar pomeni, da tudi grejo neke procedure verjetno več čez socialno delo. V ostalih državah greš kot par, veš, katere papirje moraš dobiti, z njimi narediš. Potem njih ne briga, kak si ti šel, nihče ti ni v podporo. Ker smo mi dva pač, mislim, tako bom rekla, tukaj so nas zelo veliko pripravljali, potem sem pa prišla v Afriko, pa nisem bila pripravljena, da sta tako podhranjena. In ko se v pripravi me nihče ni naučil, kaj to pomeni, če zdaj podhranjen otrok, kakšne bo imeli posledice. In seveda zato, ker smo mi iz slovenskega vidika sploh ne razmišljamo o podhranjenosti. In to še ni bilo relevantno vprašanje, ki nas bi naj na centru socialno delo. Seveda, ko pa greš prvič, v tem primeru je bilo pri nas, da smo šli prvič na sodišče, smo dobili tam papirje in jih mora potem na večjih institucijah moraš to potem potrditi. To ni tako enostaven proces, mislim. Veš, kaj vse potem moraš narediti. In Ministrstvo za zunanje zadeve, da ti da za potni list, vse, ne? Tako da, ko smo pa mi, zdaj, če me pa sprašuješ glede centra socialno delo, ko smo mi prišli nazaj, smo šli do naše svetovalke z otroki in tako, pa se je pokazali. Mislim, da pač oni tudi imajo eno statistiko in potem dajo, odkot so otroci bili posvojeni. Ne vem, a zdaj malo bolj to, da gre pa še res morajo oni to striktno tudi spremljati, ne vem, ker vem, da recimo sam statistiki takrat v tistih letih, ko sva bila midva bola, sem videla, da je več posvojitev, kot so jih imeli oni zabeleženih uradno. Zdaj pa to je zato, ne, ali grejo starši pa povejo ali ne povejo. Vem, da recimo za določene države, kot je bila včasih Rusija, so tudi Rusija zahtevala pa še po pol leta, v kakšnih razmerah otroci živijo, se mi zdi, no. Ne vem natančno. Tako da malo je od držav pa odvisen, kaj tu država zahteva v tem procesu, da ti lahko posvojiš, ko si posvojil in po posvojitvi. Tako da od tega malo odvisna. Si pa tukaj, bom rekla, mogoče se zdaj že spremenili kaj, da si bolj sama, ne? Ker moraš sam pridobiti informacije, katere papirje rabiš, kaj rabiš, ne? Ker recimo ene države hočejo to, ene ne to, ne? Tudi so različne zahteve glede, recimo, vem, da mislim, da je bila Ukrajina, koliko je najvišja razlika v starosti med otrokom in staršem, ne? Tako da to so več nekih stvari, ki jih moraš upoštevati in seveda, bom rekla, center socialno delo je lahko podpora. Ok. Kateri je bil prvi trenutek, ko si ti začutila, da si jim postala mama? Ne vem, to je... Jaz sem začutila, ko smo se odpravljali na letališče. Zvečer je bila ura 11. In Ižek in Žako sta bila tako. Spala sta, smo jih prijeli, sta bila tako. Tako da bi že skozi bili skupaj, no. Tako da to sem začutila, da smo pa res družina, da ni zdaj. To je mogoče tisti trenutek in pol tudi cela pot, ki je trajala, rekla, 24 ur, ne. Je bila dolga, smo dosti dobro potovali, brez nekega joka. Tako, no, se mi zdi, da je takrat se začelo. In pol, ko smo bili doma in jih dali zvečer v posteljo in zjutraj se zbudili, to se mi je zdelo, da zdaj smo
pa že tako skupaj. Prosta se vajo hitro navadila po eni strani. Ja, kar. Okay. Tako tudi, ko gledam zdaj nazaj slike, ne, te nasmehi pa to so bili, ne. Res, da mogoče več pri Žakiju takrat, kot pri Žakoju, pa se je pol spremenil tudi, ne. Ja, in tudi je bilo zanimivo, ne, pač mi imava psičko, ki je bila ravno tam v tistem obdobju imela brejasta, ne, navidezna. In jih ona pa to kar prevzela, ne, jih je začela varovati. In recimo, kako je bil ta sprememba, ko smo mi prej 3 hodili na sprehod, ona nikoli ni druge nalajala. Zdaj, ne, ko je ona varovala, ne, svoj trop. In tudi, kako je prišla do njih in tako je zanimivo. Ok. Nekaj, to, da ste imeli mirno pot, je lepo zaradi tega, ker sem govoril pred kratkim z eno najno skupno prijateljico, ki je lihkar tudi posvojila, ne. Pa je rekla, da je bilo to pa jok celo pot, ker se ju ni še zares začutila, ne. In je bilo kar naporno, ampak danes se pa imajo že fajn, zdaj po 2 mesecih, 3, ne, zdaj že 4 mesece, ne, časi. Ja. Smo bili pri njeno obisku, to je bilo lušno. Ok, kaj pa ta trenutek, ko vzameš tem staršem, potem tega otroka, ker si ne predstavljam, recimo, ne, meni boli že samo misel, da enim staršem vzameš, ampak hkrati v bistvu s tem daš otroku boljšo prihodnost, verjetno, ne. Kaj prevladuje v tistem trenutku? To, da daješ boljšo prihodnost ali to, da nekdo zgubi svojega otroka? Ja, no, so rekli, lahko si več v knjigi preberete. 3 stvari sva si midva rekla, ne, da jih ne bo, da so nekako zaveze, ne, in vse 3 sva prekršila, ne. In ena izmed teh je tudi, ja, ne bomo vzeli od mame, ne. Ker to se nam je zdelo tako. A res, ne? In v smislu tega tudi, da je bila ideja ali pa želja, ki bomo vzeli sirotišnice otroka in tako nekaj, ne. Hkrati, tako sem prej rekla, mogoče je to moje vodilo, kaj pa zdaj res dobrega v tem, ne. Ja, dobro je bilo to, da mama jim ni mogla dati, ne, hrane, dala jim je pa toplino, dala jim je pa vse to, kar je pomembno, da imaš ti pol empatijo, bližino in vse, kaj to vpliva, ne. V začetnem obdobju, da je mama z otrokom. In gospa, ki je bila tudi, ne, z njima, in ko smo bili skupaj, ne, 2-krat ne, enkrat en teden, potem pa samo 2 dni v drugem delu, ona je nekako kljub temu, da nismo znali jezika, ne, smo mi stkali nek odnos tam. Recimo, ona je hotela dati jim obleko, jim ne. Če veste, bambarana, ne, v Afriki, ki jih nosijo na hrbtu, ne. In pa, ko sem jaz spraševala, kako jih bova peljala domov, ne. Sem rekla, imamo na bambarana, ne, bova dala gora, ne. In je ona šla, smo ji dali seveda denar, je šla na tržnico, kupila blago in smo mi pol cel dan tišivali, ne. To se mi zdi bil en tisti prenos, ne. Hkrati, ne, spet je trčimo, ne, mogoče to je zdaj zanimiva stvar, ne. Ja, če mami 2, ne, rabimo 2 bambarana, ne. Ne, enega bo Igor nesel, enega jaz, ne. In kaj smo začeli govoriti, da bi to Igor, ne. To je bil huronski smeh, ne. Kak si mi mislimo, ne. Seveda tam moški ne nosijo, ne. Po drugi strani pa tudi, kako je nam prišlo to na misel, ne. Tabar, ja, midva bova, ne. Je pa vse moški nimate za kam zapeti, ne. To, ne. Je jasen, da ne, že iz fizičnega, ne. Razmišljaš, kako ti bo lažje, kako ga boš, da ga boš umiril, da bo dobro, ne. Tako da to je en del. Ja, v razmišljanju o tem, pač midva sva vedela, da za njo, kako je bila to težka odločitev, ne.
na nek način. Hkrati pa je ona sama vedela, pa smo mi tudi zvedeli, da je imela že dvojčke, ki so že umrla, ne, in vedela se je tudi tiste, kar sem že prej omenila, da zaradi razmera ona dva ne bi preživela, ne. Tako da ni bilo tukaj zdaj v tem smislu, ne. Seveda pa se pol sprašuješ, kako nje, ne. Ker recimo se spomnim še dansa, ne, kaj je ona bila na sodišču, ne, in kaj to se mi zdi, da je en tak trenutek, ker sodnica je rekla, naj se podpišeta, ne, tudi oče je bil. In mama je takrat dala prsta, ne. In po tistem ona šla ven, ne. Se je v bistvu videlo, da je meni to bilo zelo hudo, ne. Ker se je videlo, zdaj pa res to, ne. In hkrati pol, ko smo prišli tam, kjer so skrbeli tudi za otroke, in so mi do veliko igrač prinesla. In so prinesla tudi tako piši, briši tablo, ne. In potem ona prinese tisti piši, briši tablo in se podpiše, ne. Je hotela meni tudi pokazati, saj se znam podpisati, ne. Videla se to pa tako, prvo nisem točno vedela, kam je hoče, ne. Ampak pa smo se zmenili, kaj to pomeni, ne. Ampak ona je hotela to pokazati in si rečeš, okej, ne. Na nek način, kako je bilo nje, ne. Tam meni je bilo pol še bolj, ne, ker sem videla, okej, sodnici se je mudila, ne, pol že na konca, ne. Ali pa ona nisi vzela dovolj časa, da bi se v miru podpisala, dala sam prst, ne. Ampak hotela pokazati, ne. In veliko stvari je takih, recimo tudi, ko bi se želela, da bi bila taka, kot je ona, ne. Recimo v smislu ali pa družbo, v kateri je, ne. Ker ko je ona svoji hčerki rekla, da naj nekaj naredi, ne, ta Biba, ki je tudi skrbela za fanta, ker mama ni zmogla, toliko je bila bolna, je ona tako, ko jaz zdajle govorim z mirnim glasom, rekla in je Biba naredila, ne. V tistem tednu enkrat ni ona povzdignila glasa, ne. Tako da Ste imeli še kdaj stik po tistem? Mi dva, bom rekla, te gospe, ki na nek način bi rekla tako kot rejniška deluje, ne, in tudi pomaga vsem, tako je tudi ona skrbela pol za naše fante, vsake toliko časa pošljeva slike pa nekaj denarja, ne, za to, kar ona počne. Tako da stike z starši nimamo, ne vemo, a ne, kako je. Vemo, da pač ta Biba je pred časom živela pri njuna sestrica, ne, pri enem sorodniku od očeta, zdaj pa natančno ne vemo, no, kako je, no. Verjetno ima že otroke, ker zdaj je že tako. Ja, že, ja. Ja. Pa mislim, imate neko željo se kdaj z njo povezati, sestro? Ali pa ona dva imata to željo? Ne, ona dva nimata neke posebne želje. Tudi smo jih že malo spraševali, ali bi ona dva šla. Nista še izrazila tako, da bi si želela iti, ne. V tem trenutku bomo počakali, kako in kaj, ne. Zdi se nam pa pomembno, da knjigo sva napisala, ker tudi ko sva se pripravljala na to posvojitev, sva kar nekaj filmov pogledala ali pa brala in seveda zelo je pomemben pol za otroke, da vejo, kaj je bil razlog, a ne. Šli posvojitev, da čim več informacij daš, a ne. In zato se mi zdi, da zdaj, ko ste že prehajate v najstniška leta ali pa ste že v najstniških letih, da boste tudi ta del lahko razumela. Bolj, a ne. Videla ste jim takoj vse govorila sproti, ni bilo to, da ste čakala v neko leto, da jim poveste? Ne, sej pač pa njima se vidi zaradi barve, a ne. Ne, se bolj mislim o tej razlogih, pa tako da. Ne, to je pa tako, a ne. Tudi se recimo jaz, ko se mi vprašam, kako se pripraviti, a ne. Sem recimo tudi veliko te tuje literature prebrala. V smislu tega,
okay, kaj odgovoriti, kako odgovoriti. Ker to vprašanje ne pride za mizo, ne pride planirano, tako kot ti mene zdaj to lepo sprašuješ, ali pa druga poslušava, pa gre kontekst naprej. To se ti lahko zgodi v avtu, kjerkoli. Kako si pripravljen, da to poveš. In recimo ena zanimiva stvar, ki sem jo jaz prebrala v teh knjige, je to, kot če te vpraša, kakšni so pa bili moji starši, da jim rečeš v smislu, poglej se v ogledalo, vidiš ti njih, recimo. Tako da od njunega razvoja so prišla vprašanja in sva odgovorila. In seveda, tako kot bom rekla, ne govoriš 5-letniku o seksu, isto ne govoriš vseh stvari, ki jih še ne more dojeti. Na kakšen način to poveš. Seveda, tukaj se mi zdi pa je pomemben tisto, kar jaz ocenim, da mislim, da bo lahko razumel. Se pač gre za neko moje predpostavko, kaj misliš, da bo, hkrati, da daš pa to, in to vodilo je nama vedno, to, kar te vpraša, odgovoriš. To. Kako je pa bil ta čas integracije pa spoznavanja novega jezika? Je potekalo normalno, so tukaj kakšne zanimive dogodivščine mogoče? Vem, da je ta ena znanka je rekla, na začetku je sama punčka dajala glasove, te afriške, zdaj pa že začenja dajati slovenske glasove. Kako je bilo pri vama? Ja, ona dva tako nista govorila, skoraj nič nista govorila. Počasi sta začela govoriti. Komunikacija se mi zdi, da se je tako večina komunikacije neverbalne. Nekako se mi zdi, da je to kar šlo. Veliko smo brali, poslušali. Tako da zdaj je zanimivo, da Žako, ki ima res še posebej občutek za jezik, on mene popravlja vse te moje štajerske besede. Ne vem niti jaz, kako je pravilno hrenako, ne vem točno, ampak on točno čuti, sliši, ali pa če zdaj tudi kako dvojino spustim, ali pa kaj to me on popravi. Kako se pa danes, mislim, sploh občutite karkoli te drugačnosti, ali pa to, da je ta izvor iz drugje, ali ste normalno povezana, sploh ni tega občutka več? Ne, nikoli se mi zdi, da ni bilo, pač to sta najnasinova ves čas. To ni nobene razlike. Tako da, tako kot vsi starši, ki imajo najstnike, če zdaj to trenutno obdobje opisujem lahko. In ki poskušaš najboljša, biti v komunikaciji, biti v podporo, ali pa včasih reči, nič reči, pa sam zadihati. Ja, to se mi zdi, vse posod so to enake, mislim, v smislu, ni razlikno, verjeten, bi rekla. Mogoče eno takšno vprašanje o začetkih, ko ste prišli nazaj. Kdaj je bilo prvič, ko si se na njiju razjezila? Ker meni je tako zanimivo, na soseda se ne bom kar tako razjezil. Se spomnim, da v bistvu zdaj lahko rečem, mi smo se preselili leto pa pol nazaj približno v to novo, oziroma že počasi 2, v to novo hišo, in imamo sosede približno enako stare kot naša 2. In zdaj po letu pa pol se je že zgodilo, da sem se razjezil tudi na sosede, ker pač nista sodelovala. Kako je bilo pri vama to? Ne vem. Mogoče, ko si mi zdaj spraševal, mi je šla ena slika, pa ne vem, če je to bilo prvič, ali pa ne vem čisto tako. Ker sta bila ona dva na kahljici, in sta bila vsak na svoji, in to je bila zabava, Ne več hočem vedeti, ampak... Mislim, zabava v tismu, biti tam, se premikati z kahljicami, ker seveda pa kot mama, vse varno, ostali tam noter, kar ima za ostati. To verjetno je bil en tak prvi tako
ko se slišim mogoče, da sem jih upozorila. Ne. Je pa to, kar si zanimivo rekel in se mi zdi, da bi se lahko iz Afrike naučila, ne. Ker ni pri nas, ne, mogoče tako sprejemljivo, da bi sosedovim otroku rekel, da to pa ni okej. Ali pa da meni bi bilo super, da bi moji sosedi rekli našim otrokom, to pa ni okej. To je, če vidim, da je razlika, ne, tam je jasna skupnost vzgaja, ne. To pa pri nas ta individualizem in kaj bo zdaj, če boš, ne, rekel, ne. Tako da mi je zanimivo, ko si rekel, imate odnos, da lahko pa sosedom rečete, ne. Ja, mislim, mi dejansko s temi sosedi, bomo rekli, imamo precej podobne poglede, ne, na vzgojo in tudi potem meje so recimo na podobnih nivojih. In ja, se res, ko se mi to prvič zgodilo, sem se potem res počutil slabo in je žena dejansko povedala tej sosedi, veš, Rok se pa počuti slabo, ker je pa ono, vse je prav, pa če je bilo narobe, je bilo narobe, ne? In to je ta nek, rečemo, univerzalni narobe. Vem, mislim, da so risali, ko smo jim 3-krat rekli, ne tam risati, pač pedi na tlakovce, ne po hiši, ne? In oni so še kar. In pač tretjič, ko niso slišali, ni bilo kričanja, ampak je bilo pač boljezno, ne? In prvič mi je bilo res tako ful čudno, ni, da se to zdaj dostikrat zgodilo, ampak in mi všeč tudi, ja, mislim, isto, ko so naši pri njih, je čisto okej, če mu postavijo mejo, ker je prav, da ve, kje je meja, dokler je pač pozitiven namen od zadnje. Kako si ti s temi mejami, pač postavljene meje? Mogoče to je takšno eno bolj starševski nasvet. Na kakšen način ste postavljali meje na začetku? Se meje skozi postavljamo, pa skozi jih preizkušamo. Meni se zdi pomemben to, da z Igorjem, ne, s mojim možem, da imamo nek skupen pogled, ne. In da postavljamo v smislu veva, kaj nama pomembno. Definitivno je pa tu, se mi zdi, to, kaj zame pomembno, ne? In včasih se mi dva sprašujeva, da imava še vrednote, pač sva starejša starša, ne, imamo pač druge vrednote, ki jih ima trenutna družba, ne, katero opazujeva. In midva delava po najboljšem tisto, kar midva misliva, da bi bilo pomembno. In hkrati, ja, v smislu tega, ja, imaš meja, kako ti motiviraš otroke, ne? Ker če jih motiviraš, da imajo nek cilj, neki vejo, ne, ali pa nek smisel ob vsem tem, kar je v šoli, potem veš, da si tudi to prenesel naprej, ne? Ali pomen znanja, ali pa pomen sodelovanja, ali pa, ne? In zdaj, ko ti to delaš, kaj njemu smisel, potem tudi mejo lažje postaviš, ne? Ker veš, kaj je ja, kaj ne. V smislu meji, moram rekla, zdaj, ker se zelo veliko govori o elektronskih napravah, pa v tem, ne. Mi smo še v smislu tega, fanta še nimate telefona, ne. In tudi recimo, ko greste na igrišče, pa imata uro, ki je sicer v tem, da lahko pokličeta tudi, ne. Pa je se, če mi že kje, bo zdaj uro. Rekel, ne rabim se, pa kako boš vedel, da priješ nazaj? Ja, se tam zvonik, je ura gora, ne. V smislu, tudi mi dva nisva tako, da bi jih kontrolirala zdaj, ne, zaupava. To, če greste iz Kamnika v Ljubljano na vlak, pa sta že šla pred leti, pa smo jih mi počakali v Ljubljani, ne rabi zdaj kontrolirati, ne, a on hodi po ti poti, a bo prišel na vlak. Verjameš, ne? In zdi se mi, da tudi pod s tem mejo bolj postaviš. Če se vrnem še nazaj na elektronske naprave, ja, uporabljamo zdaj tudi family nadzora, ne, family, pa je že, ne. Ja, ker še nista dovolj zrela, da bi sama dovolj vedela, kaj ja, kaj ne, ne. Koliko časa ste lahko, ne.
in seveda razumete, da so prej stvari, ki so za šolo, pa druge obveznosti z domom, ne, pa je čas za elektronske naprave. Ne. Še vedno pa nismo še prišli do faze, ne. Aha, zdaj pa ona dva sta idealna, pa sama bosta vedela, koliko časa lahko. Ja, ne, no. Ker pač je meni kot starša, da mu postavim mejo, koliko časa lahko. Se pogovarjamo o tem zdaj. In seveda to, kar se meni zdi, recimo zdaj, tudi izzivo, pa ko si rekel, se nakregamo ali se izimo, sej pač vem jaz, da otroci še nimajo prefrontalnega korteksa razvitega, da še ne morajo niti planirati, niti nekaj, jim moram jaz to pomagati narediti, začeti razmišljati o tem. In seveda čustva so takšne in drugačne, kako jih sprejmeš, kaj lahko narediš s tem. Tukaj je potem spet meja. Meja, pri postavljanju meje pa seveda mene lahko nekaj zelo razjezi, mojega moža pa ne bo. Zdaj, ko postavljam mejo, jaz večkrat rečem, Igor, glede, jaz nisem sposobna se pogovarjati, da se raje tija, ker pač nočem nekaj jezi tega narediti. Tako da zdaj postavljanje mej, ne samo kje jih postaviš, ampak kako jih postaviš. To se mi zdi bolj pomemben še, ker seveda pa tudi jaz vplivam svojim modelom, kako delujem. Je kompleksno. Ne, dala si tukaj en primer, in zadnjič sem opazil, tako z ženo rečeva, da ko nekdo naj obstavi mejo, drugi podpre to mejo. Enkrat se je pa zgodilo, da sva imela različen pogled na isto situacijo. Veš, kako sva pri najnem 4-letniku videla, tako je, da je začel izkoriščati tisto luknjo vmes in iskati način, da bi se zmuznil. To je bilo noro, pa 4 leta. Verjamem, da v najstništvu je to hitro vidijo te luknje. Vidva se podpirate tukaj, ali so kdaj kakšne diskrepance? Mislim, seveda v različnih stvarih, se zgodi, da imamo kakšno stvar različno mnenje. Ampak to ne pokaževa, da pred njima, to je nek načelo, da se midva zmenjva. Tako da smo pa ljudje, tudi ni, tako kot si rekel, ni vedno idealno, ne moreš, zaradi kakršnekoli situaciji. Nisem jaz vedno v najboljši koži, pa tudi po drugi strani pa tudi to pokažem. Ne moram biti vedno v najboljši koži. Da tudi je to odgovor na situacijo. Ampak veš, tako, ko te zdaj spoznavam skozi pogovor, ti si tako ful nežna deluješ. Tako da bi sploh rekel, a si ti lahko jezna? Ja? Mislim, sem jaz bolj tako glasna, če smo tema, kot Igor, recimo. Če sam to notranje vidim. Ja, je zanimivo to. Kaj pa narediš, recimo, lih to, ko pride do situacije, da si jezna, opaziš in zdaj hočeš drugače narediti? Prej si dala en primer, da rečeš Igorju, da zdaj to ti skomuniciraj, je še kaj, kar ljudje lahko naredijo, da se mogoče pomirijo, ker vem, da se ti tudi s tem ukvarjaš nekako v svoji profesiji, da pomagaš ljudem pri komunikaciji, pri razumevanju, pri poslušanju. Torej, kaj bi bil tisti en trik, da bi ljudje lahko se umirili? Ja, mislim, več je trikov. Meni se zdi, da eno je tisto, kar lahko narediš v tem trenutku, lahko naredim samo to, da neutraliziram. Kako? Ja, da sploh nič ne naredim, da malo pustim, da ne grem jaz nazaj v neko energijo. Če je jeza, da jaz ne grem še z neko energijo pol naprej, pa da bolj opazujem, sprejmem to in ne grem takoj, zdaj v neko aktivnost. Bolj tisto, kar se meni zdi pomemben, je različnih tehnik, pa ne bi zdaj niti to, kar zdaj lahko ta trenutek vse. Kaj lahko naredim jaz vsak dan, neki moj rutini, da jaz sam svoj vir naredim. To pa recimo, kar sem jaz nekaj časa dobra, pa seveda tako malo popustim. Ampak tisto, kar seveda dobro funkcionira, ko delamo,
ko pa malo prepustimo, pa ne. Da po zajtrku, recimo za fanti, ima vsak svoj zvezek, ne? Ker ona dva rada rišete in to sem se pa spomnila, super, imamo vsak svoj zvezek. In napišemo, zakaj sem danes hvaležen, ali pa narišemo, ne? In kaj si želimo dneva. In to sem videla, koliko je dobro, ne? Plus, da naredimo kako tako vajo za koncentracijo, za vdih, različne vaje za različne čute. In pol, kadar recimo meni ni bilo zjutraj, ko grem prej službeno, pol ima delegiram, kdo bo to naredil. In to sta že naredila. Ne? Zdaj pa seveda, to je pomembno, gre zelo malo časa. A grem res vsak dan, a res to počnem. Ne? Tako da tukaj pol včasih zjutraj popustimo. Vidim pa veliko pozitivnih stvari v smislu od nekih tehnik, ki jih mimogrede se naučimo. Ne? In jaz tudi zaznam, kaj so njune želje, zakaj sta hvaležna. Ne? Recimo ena izmed hvaležnosti, ker je rekel eden od fantov, ne bom zdaj, ne, kdo je to bil, ker javno to tudi malo, da je hvaležen, ne, da je še vedno red v šoli in da ni nasilja. Ne? Ker sta menjala šolo, ker sta šla s podružne šolo na večjo šolo in to je govoril mesec pa pol. Ne? In sem bila tako res, wow. Ne? Wow. Ne? Tako da to je bila ena taka rutina, ki se mi zdi, ne sam tiskati v trenutku narediš, seveda je več različnih možnosti, imamo kaj počnemo, to. Imamo pa eno rutino večerno, to pa že leta, ki pa zvečer rečemo, koga lahko pohvalim, če lahko koga pohvalim in poveš točno njegovo vedenje, ne, zakaj in kaj ti je bilo lepo. Ne? In to naredimo krok, ne? Gremo tako, recimo, nekdo začne, pa reče, ok, če jaz začnem, pa rečem, ok, ižeki, pa ižeki naprej. Ne? To, da ni vedno isti krok, ne? Kdor se počuti, da prvi začne, pa on druga povabi. In seveda tudi, a imaš koga za pohvaliti, je pač pravilo, če lahko ga pohvališ, poveš konkretno kaj. Sicer pač ne rečeš, a ne? Rečeš pa, kaj ti je bilo lepo. Če pa nič od tega ne moš, pa tudi si lahko tiho. Ne? In iz tega se mi zdi se zelo veliko začuti, kako funkcioniramo mi čez dan, kaj se dogaja in tak feedback vse skupaj dobimo. No, meni je to dragoceno. Recimo, ta rutina. No, hvala ti, da si to delila z nami. Še za me nekaj novih idej, novih konceptov. Ok, menjala si prej, da si dosti knjig brala na tem posvojitvu pa tako dalje. Zdaj, če izvzameva tvojo knjigo, katera je knjiga za katerokoli področje, ki je pa tebi v življenju dala tako res veliko, pa bi rekla, dajte, gledalci, to preberite? Ena knjiga, mislim, jaz zelo veliko berem, moram priznati, z različnih področij in strokovnih in leposlovja in resničnih zgodb. In to ni enostavno odločitev zame, ker tako divergentno razmišljam, ne, moram reči, ena knjiga. Bom jo povedala naslov, ne vem pa zdaj avtor, ja? Ubuntu. Poznam avtorja, tudi jaz se ne spomnim, ampak sem že slišal. Ja. To je pač filozofija, ne, afriška. In tam je blizu v tem smislu, kako smo res povezani z drugim. Ne? In kaj lahko mi vplivamo na svet, na skupnost. In tam je recimo veliko takih pozitivnih misli, ne? Inspirativnih. In ena, ki mogoče je tako iz tega, ne? V smislu, tudi ko jaz pridem kam reče, nič se ne da, ne? Bolj težko. Ne? Pa jaz rečem, ne? Če misliš, da si premajhen, ne? Se spomni kakšne noči, ki si ga preživel s komarjem. A imaš vpliv, ne? In ta knjiga je taka inspirativna res. Za mogoče za tiste, ki slišimo na skupnost, ker nam je pomemben, da vemo, da sej to smo, kar je naša skupnost, naši odnosi, človečnost, majhne stvari, ki jih mogoče lahko naredimo. Pa tudi velike, ki iz tega pridejo. Tako da ta mi je recimo zdaj v zadnjem obdobju. Lahko jih pa še kaj naštejem, če hočeš. Lahko daš v komentarje, tukaj spodaj pod ta video. Ja. Dej, povej mi,
Kaj pa zdaj ustvarjaš? Kaj je nekako tvoj fokus trenutni, tvoje prioritete? Ja, kar se, recimo, če najprej domačo okolje, tako. Midva z možem zelo razmišljava, ker morava priznati, da ni enostavno motivirati, da bi se učili, da bi vedeli, zakaj je smisel, zakaj je to. In ves čas razmišljamo o tem, kako nekako povezati recimo stvari, ki jih imajo v šolo, pa hkrati, ker razmišljava, katere kompetence v dobi, kjer živimo, pa kam gre umetna inteligenca, pa kaj naj bi otroci počeli, kaj bi veseli, kaj jih ne, če jih bo veselil ali jih pa že veseli in kje bi bil ta poklic, recimo to me je tako malo, ves čas inspirativno razmišljamo. In zdaj smo imeli tako zanimiv projekt, ki je živ, ga lahko povem, ker pri angleščini so mogli opisati My Dream House. In Ižek je že naredil referat, tudi naredil plakat, tako kot je bilo navodilo plakat ali pa PowerPoint. Zdaj, Žako je imel pa 10 dni, 14 dni za tem in sva oba z možem prišla do enake ideje, da ker Žako zelo rad ustvarja v Minecraftu in tam gradi, zakaj ne bo on tam naredil to sanjsko hišo in je tudi opisal. In potem je bil to cel projekt, in njega je to zmotiviralo napisati tekst, kako bo naredil, zelo hitro naredil hišo. Seveda pa je bilo pa pomembno, kako tudi Ižek je zraven vključiti. On je že to naredil, da bo vse en del malo mu še pomagal, pa smo malo zdaj še on kako idejo dal. Ker se to ni bilo del, da on tam mogel narediti. To je lahko tipsko delo. Igor, ki je njegova cela karijera na televiziji v ozadju, in je res mojster cele produkcije. Ima je tako lepo, kaj je v filmčku pomembno, kaj je treba narediti, s humorjem pokazal. Res posta bila motivirana, oba pol. Ampak najbolj pomembno, ker že koliko je mogel pa tisti tekst ob videočku povedati, ker se je tudi moj mož še naučil, kako zdaj ta video narediti. Je Žako, včasih se mu ne da, on dovolj je zdaj tole. S takim perfekcionizmom, pa z željo razloži, to je moja sanjska hiša, zakaj vse tam. Se vemo, ob videu govori točno ob kadru, ni tako enostavno. In kolikrat je on to bil pripravljen vaditi. In pa je imel možgane odprte še za matematiko, kaj drugače ne bi. S tem se ukvarjamo. To je meni z Igorjem zelo pomembno, kako fante res motivirati na tisto, kar mora šola biti, in to je recimo ena stvar. A bi o tem knjigo napisala mogoče? To mislim, da je kar ena dilema, kako motivirati otroke danes. Zelo. Ne vem. Mogoče s kakim drugim medijem, ne s knjigo, ker predolgo traja knjiga. Okay. Ali pa, to je zdaj omejitev, ker sem je povedala, mogoče ne traja tako dolgo. ChatGPT danes pomaga, ne? Druga stvar, seveda pač v podjetjih delam na različnih projektih, tisto, kar me pa zdaj zelo navdihuje, in to pač imam jaz ves čas, že v enih parih tako krogih, se mi zdi, se pri meni to dogaja, da želim neko skupnost, in biti del skupnosti. In ne morem zdaj povedati, sam zdaj, kaj zdaj, malo moram iti nazaj, ali grem nazaj. Ja, seveda, kar pojedi. Ja, ker pač jaz vedem, kaj lahko jaz naredim, da bo drugače, da bo skupnost drugačna. Jaz sem druga s Kozjanskega in še preden smo pač fante posvojila, je bila moja ideja, da vsem, kar je mara, za Kozjansko, ker smo od tam, kako povezati. Povezati podjetnike, povezati tiste, ki tam živijo, in povezati vsa društva. Zato, da tisto, kar se bo tam dogajalo, ker imaš končno ljudi, ampak da bo te povezani, da bo vsak po svoje delal. In tisto, kar sem potem znala zmotivirati, in smo imeli ustanovno skupščino društva, Kozjansko, društvo Kozjansk, ne vem, da sem že pozabila naslov. In smo imeli ustanovno srečanje na
gradu v Ljubljani, zato ker Kozje, pa Ljubljana, ne, tudi pač Zmaj in tako naprej je neka povezava, ne bom šla tudi v detajle, pa kakorkoli. Na tem ustanovni skupščini društva nas je bilo 25, vseh generacij, od 25 let starih do 80. Ne. In potem, kaj je bil rezultat tega društva, da smo potem z županom se odločali, ne, da v začetku leta, preden se dajo sredstva društvom, da morajo društva skupaj priti. In smo jih zmoderirali in to je bil naš prispevek, ne, da so začeli skupne projekte iskati. To je bilo meni. Dobro. In seveda, pa ko smo posvojili otroke, ne, in ko moraš kako vlogo dati stran, sem se rekla, a bo kdo nadaljeval ali pa ne. Pa nisem. No, potem leta sem bila aktivna članica v BNI in jaz verjamem, da je to skupnost, ki je tudi v skladu z mojimi vrednotami. In tudi kot BNI, eden izmed članov me je povezal z pravo osebo, zato smo družina, tako da verjamem v skupnost. In seveda krogi grejo naprej, človek gre naprej. Tisto, kar pa jaz delam, večinoma moji stranki so iz business to business sektorja. Tako da smo zdaj v fazi ustanovitve skupnosti business to business shapers, torej kako neke spremembe medsektorsko delovati. Ampak ne v smislu tega samo, da bomo rekli, ni nam pomemben samo posel, ampak pomemben je, kako se povezujemo, kako razmišljamo o tem, da bomo pomagali drugim, ker če bomo pomagali drugim, tudi mi uspešni. Kako delujemo iskreno, transparentno, kako sprejemamo različnost, zelo je na nekih 5 ključnih vrednotah funkcionira to. In seveda, kje imamo platformo, kjer si lahko pomagamo za izzive, ki jih imamo. Ti izzivi niso samo vezani na naše podjetje, so vezani na naše dobavitelje, na naše kupce, so vezani na skupnost, v kateri živimo, širše pogledano. Tako da ves proces, tudi nastajanje te skupnosti je participativen. Tako je bila moja iniciativa, hkrati pa 10 podjetij, s katerimi zdaj to delam v začetku, smo mi soustvarjalci tega. In me navdušuje, kaj vse možno, seveda spet smo pri tem, lahko zmagamo skupaj, ne jaz kot posameznik, tako da ti bom več povedala, te bom povabila naslednjič. Zdaj, bo to kaj javnega, lahko potem damo kakšno povezavo spodaj? Ja, bo zelo kmalu javno. Okay. In tudi seveda vabljeni vsi tisti, ki verjamejo, da vse, kar počnejo, ne samo zaradi nekih certifikatov, pa ESG, pa ne vem kaj vse trendi, ampak da počnejo to res s srcem in s trajnostjo naprej. Tako da podjetja vabljena, oziroma vsi tisti, ki so nosilci razvoja, ki ni samo ključen za podjetje, ampak za družbo. Super, hvala za vabilo. Če bi zdaj celotno to tvojo pot povzela z neko mislijo, kaj si se iz tega najbolj naučila, iz te tvoje poti posvojitve in danes te vloge mama? Kaj je tisto, kar bi predala svetu v neki misli? Vztrajnost. Vztrajnost. Ja, da tisto, kar pač želiš, je tvoja srčna želja, da vztrajaš. Hkrati pa, ko vidiš, da zdaj gledam ravno tam na tisti zid, ko pa prideš do točke, ki pa res vidiš, da ta vztrajnost bila lahko destruktivna, pa slaba zame tudi, da pa ustaviš, in potem vztrajnost obrneš proti izhodu drugemu, Imaš kakšen najljubši citat ali pa misel, ki bi jo še z nami podelila? Moram reči, da nisem človek tako, da bi imela pri telefonu ali pri računalniku napisane misli, pa super to. Mogoče prva asociacija, drugače rada kolesarim. In se veselim zdaj teh dni, ko bomo lahko kolesarili.
prav se zdi, da bom zdaj jaz najšibkejši člen, ne, na gorskem kolesu. Mislim, da je Albert Einstein rekel, ne, da je življenje kot kolo, ne. Če hočeš, da je v ravnovesju, ves čas se moraš premikati, ne. Tudi to pa je mena, ne, ves čas se premikam. Že imam eno stvar, pa gremo naprej, ne, in mogoče tudi Joko reče, a v naši družini tako en cilj dosežemo, pa ko ga dosežemo, gremo kar naprej. To je očitno feedback mojega delovanja, ali pa tudi mož je tak, ne, da greva vedno naprej. In se premikava. In to se lepo poveže po mojem s tistimi tvojimi začetnimi mislimi o tem, kdo je zmagovalec oziroma kaj je zmaga, ne? V bistvu je to proces, da to ni ena specifična točka, tako da... Ja, hvala za feedback. Tako je zdaj mi kapano, ne? Ful hvala še enkrat, da si vzela čas biti tukaj z mano in z nami podeliti to svojo izkušnjo. Jaz upam in verjamem, da bo prava oseba to poslušala, to pogledala in mogoče našla inspiracijo tudi zase, da ne obupa na tisti točki, ko pač mogoče ne more prevzeti vlogo mame ali pa očeta po naravni poti, pa da pogrunta, da se da tudi drugače. Tako da res hvala ti iz srca. Ja, hvala za vabila in kdorkoli že posluša, za vsak feedback ali pa tudi za pogovor, smo tukaj. Hvala ti. Zdaj pa hvala tudi tebi, ki nas gledaš, da si ustrajala ali pa ustrajal do konca te epizode. Če želiš karkoli pustiti, kakšno sporočilo, komentiraj, lajkaj, podeli s tvojimi prijatelji, ker tako lahko širimo to dobro zgodbo tudi z drugimi, ki mogoče potrebujejo tisto inspiracijo za to, da si lahko naredijo lepši jutri. Hvala ti.